Jo, pa ne morem dati podpisa za Janeza Janšo. Potem ne veš, a bo čez 2 meseca 2, 3, 4, pa bo en zakon, pa bo drug zakon. Problematični 48. potnik, ne, je že imel neke znake morske bolezni, je bil tik na tem, da izprazni vsebino želodca čez krov v vodo. Ne. Presenečenja, če sploh pri kadrovskem razrezu, mi pravijo viri, da so največji meri možna pri SDS-u. Tam tudi drži, da poznamo najmanj bodočih ministrov poimensko, ker je Janša zelo hermetično zaprl ta proces. To je tedenski safari, podcast za leve in desne, pa tudi leve in besne. Ta teden pa nas še posebej aktivno gledajo vse sindikalne centrale, ki zbirajo podpise za referendum, in gospodarska združenja, ki seveda le temu nasprotujejo in podpirajo interventni zakon. Pa vsi tisti, ki jih minuli konec tedna ni bilo pod Šmarno goro in so na ta način zamudili 40 Tine Gaber Golob. In seveda vsi, ki čakajo pred Postojno na avtocesti v eno ali v drugo smer, in teh je verjetno še bistveno več kot prvih in drugih, ne, pravzaprav za tiste smo včasih rekli, da je podcast, ne, zdaj pa glede na to, da stojijo, morda celo lahko pogledajo video verzijo oddaje. Ne? Glede na zamaške na avtocestnem križu, mislim, da je to zdaj pomembna fokusna skupina tega podcasta, ne, vedno večja. In da bo epizoda zanje morda celo prekratka glede na dogajanje, ampak poglejva najprej morda res časovnica sestavljanja vlade, to, kar nekako javnost vedno bolj na trnih spremlja. Dvotedenski rok, ne, za sestavo oziroma za vložitev kandidature za mandatarja se izteče v drugem krogu, torej tečemo trenutno drugi krog, potem ko Nataša Pirc Musar ni uspela predlagati nobenega kandidata, zdaj tečemo drugi krog, ki se izteče v torek. Včeraj so koalicijsko pogodbo že potrdili demokrati Anžeta Logarja, bojda enotno, ne, torej, da bo vseh 6 podpisov pod koalicijsko pogodbo, in to je bil eden ključnih pravzaprav odločitev, ne, glede tega sestavljanja vlade. To je v bistvu kar ironija, kar omenjaš. Ne? Pri demokratih smo v bistvu prejšnje tedne, pa tudi cel ta teden nekako preštevali. Je vseh 6 na tej barki, ali jih ni, ne? Ali bo 47 podpisov pod Janševo kandidaturo, ali jih bo 48. Janša je to menda interno precej strogo problematiziral, razumljivo, gre vendarle še pred začetkom mandata za neko postrojitev, discipliniranje vrst, ne? Naj to v nobenem primeru ne bi bilo odločilno za njegovo odločitev, ali gre v igro ali ne. Ampak po drugi strani, kaj sem želel reči, simptomatično je, da ravno demokrati, ne, ki jih preštevamo mi in so se preštevali sami, naredijo prvi v bistvu, ne, to črto pod koalicijsko pogodbo in prvi sprejmejo sklep, da je pogodba ok in da grejo v koalicijo. Mislim, da to ni nepovezano tudi s pričakovanji Janeza Janše. Najbrž je rekel, pejte vi prvi, ne, da vidim, a je, a ni. Preden ostali kaj potrdijo. Ne? Mislim, zdaj tudi, če ne bi bilo 48, bi verjetno šel, čeprav ni garancije. Zato predvsem je pa bistvena razlika v sporočilu. Ne? Janez Janša s tem, ko pelje 48 podpisov na barko, daje signal, vsi ste on board, ne? Sprav, vsi sodelujete, ni nikogar, ne? To je tista logika, če bi zdaj en bil tisti, ki bi se spunto, pa bi rekel, jo, pa ne morem dati podpisa za Janeza Janšo, potem ne veš, a bo čez 2 meseca 2, 3, 4, pa bo en zakon, pa bo drug zakon. Ne? Tukaj je pravzaprav ključno za Janšo neke vrste za trdnost koalicije kot celote, ne? Pravzaprav ne samo za Janšo, tudi za recimo trojček okoli NSI-ja, ne, za katerega se zdi celo morda nekoliko več v Safari Special, ne, da celo bo najkrajšo potegnil, ne, zdaj tukaj, oziroma da se bo največ podrejal, ne, kapricam ostalih, ne, kar nekako nakazuje tudi, da so demokrati iztržali pravzaprav to, kar nekako računa. Ne, jaz bom zdaj nadaljeval tvojo pomorsko prispodobo in bom rekel, da Robert Potnik, ne, kot ta problematični 48. potnik, ne, je že imel neke znake morske bolezni, je bil tik na tem, da izprazni vsebino želodca čez krov v vodo, ne? Ampak očitno na tej seji sveta četrtkovi, ne, se modrina ali pa vijolična barva poslovila z njegovega obraza in je zdaj naenkrat, ali pa vsaj začasno, vse v redu. Kolikor sem govoril neuradno, Tadej Ostrc je nekako na hitro končal tisto izjavo, preden so se resna vprašanja začela,
pa vendarle mi pravijo tudi člani izvršilnega odbora stranke nekateri, da je Robert Potnik izrecno obljubil svetu stranke, da bo ta 48. podpis pod Janševo kandidaturo, tako da očitno tudi tu ni večjih skrbi. Ne? Ja, dilema je bila pravzaprav zaradi tega, ker ni glasoval za interventni zakon, o katerem malo kasneje, ni pa glasoval zaradi bolezni, oziroma tako vsaj pač je... Pa ne morske, a menda je bila vročina. Dejansko pač ne bi zbolel. In bil zato fizično odsoten iz parlamenta v času, ko se je pač glasovalo o interventnem zakonu. Tako da, ja, evo, demokrati so dali prvo kljukico, danes nadaljuje zvečer Nova Slovenija. Tukaj se mi zdi, da ne bi smelo biti dilema, ali pa bistveno manj kot pri demokratih v resnici. Kolikor je slišati, že nekaj dni iz strani Nove Slovenije je koalicijska pogodba usklajena, tako da tukaj gre bolj za detajle, oziroma bolj morda res za neko vprašanje kadrov. Fokus, mislim, da bo ta zadnji odločil v ponedeljek, ne vem, kdaj bo SLS resnica, mislim, da ima ta program v soboto. Tako da bojo pa lovili, bom rekel, zadnje minute, torej v torek, če bo vse po planu, sledi podpis koalicijske pogodbe in potem vložitev kandidature Janeza Janše. Tako, prav v torek, to sem še želel reči, naj bi bila na zadnji dan tega roka kandidatura vložena, zdaj očitno z vsemi glasovi teh, ki naj bi podprli Janšo za mandatarja, oziroma so to že nekaj časa deklarativno izjavljali. 95% smo slišali Janšo ta teden, da je koalicijska pogodba usklajena. No, za tistih 5 preostalih odstotkov se lahko mogoče malenkost pohvalva, Naši naročniki in podporniki so v soboto zjutraj izvedeli, da je tistih 5%, če dajemo samo takšno težo, recimo skoku, problem te nove protikorupcijske službe, nekje v torek, sredo pa potem gledalci Pop TV, recimo. Vidiš, je pa res, da ko sem jaz v sredo preveril malo še določene informacije, ne bi bile stvari že bolj ali manj dorečene tudi v tistih 5%, ki so še manjkali. In tudi o tem, kaj se bo na koncu iz tega izvilo več v posebni epizodi. Tako je, zdaj pa res... Zdaj še ena stvar, omenil si malo potem eno kar precej obsežno temo, ta interventni zakon, jaz bi omenil še ta zakon o prikritih vojnih grobiščih in pokopu žrtev. Kazal je, kot da bo to Janša recimo želel to preštevanje, še preden v torek vzame to mandatarstvo, pa zdaj zaradi rokov izpade, da temu ne bo tako, torej ne gre vendarle čisto na vsa mogoča preštevanja. To glasovanje bo nekje med torkom in med, tako mi pravijo, 22. majem, menda petek 22. maj, je ta dan, ko naj bi se glasovalo o Janši kot o bodočem predsedniku vlade. In tule je bilo tudi okoli Roberta Potnika nekaj ugibanj. Objavili so mediji najprej, da je šel zakon v proceduro z 43 podpisi, se pravi, da so tudi demokrati bili enotni, potem se je izkazali, da je šel z 42, tudi tu, menda, če gre verjeti tem razlagam, je šlo v bistvu za nerodnost novih poslanskih skupin, tudi nekaterih novih strokovnih sodelavcev, ker so naknadno vnesli nek zelo tehnokratski stavek v ta zakon, in potem Robert Potnik je bil že na bolniški, da bi še enkrat dal svoj podpis, pa mu menda ni zneslo. Vidiš, niso se poslužili tiste neke stare prakse, veš, ko so imeli deponirane podpise, pa so jih avtomatsko kopirali. Mislim, da je bila to pozitivna Slovenija, je bil to SMC, zdaj se pa ne spomnim, že dolgo nazaj, ker je bil potem nek škandal, ko so neko poslanko na bolniški ali na porodniški tudi podpisali. Tega očitno nova koalicija ne dela. Glede sestave vlade bi rekel sam še en stavek, tudi ta bo rahlo napeljal gledalce k ogledu posebne sobotne epizode. Presenečenja, če sploh pri kadrovskem razrezu, mi pravijo viri, da so največji meri možna pri SDS-u. Tam tudi drži, da poznamo najmanj bodočih ministrov poimensko, ker je Janša zelo hermetično zaprl ta proces. Dobil pa sem namig, da Janša tudi zaradi nekaterih imen, ki so že zaokrožila, tista standardna SDS imena za ministre, razmišlja, da bi nekoliko presenetil svojo ministersko zasedbo in dal signal, da gre od lojalistov k progresivcem, karkoli že to pomeni. No, to bo vsekakor zanimivo, je pa res, da pravzaprav so skoraj nekako z 95% natančnostjo
zagotovo znana samo mesta 3 demokratskih ministerskih kandidatov, ta se ne spreminjajo že nekaj pri časa. NSI-ju se malo že pri NSI-ju se celo kateri resorji bodo v igri nekako spreminja iz tedna v teden. Ne, zdaj imamo nekje 5, mislim, ves čas je nekje 5 resorjev. Mislim, da zdaj tudi vemo, katerih dejansko kroži, tako da ni čist ves čas tiste gotovosti. Mislim, da za 5. konkretno, ali pa za 2 od teh 5 v bistvu ni imena ta hip. Ne, tako, enega mimogrede skrivajo v NSI-ju, oziroma celo ne vem, če ga res v NSI-ju že imajo, drugega pa v stranki Fokus, kjer pa pravijo, da ga imajo, pa ga nikakor nočejo izdati. Ja, zanimivo. Zdaj pa morda še to, zanimivo je to, mogoče zato Janša tudi ni rabu tega glasovanja, kjer je dobil podpise vseh koalicijskih partnerjev. Torej, mislim, da tukaj bodo demokrati, bi bili v teoriji demokrati morda večji izziv kot resnica, če govorimo o zakonu o pokopu. Mislim, da resnica načeloma s tem nima toliko težav, medtem ko recimo temu levo krilo demokratov bi morda utegnilo imeti tukaj nekaj več težav, pa očitno tudi tega Tudi za ta zakon sva prva povedala minulo soboto, ne? Pa je potem trajalo približno 3 dni, da je prišlo še do drugih. No, evo, toliko vabilo vsem ostalim novinarskim kolegom, da se naročijo na Safari Special. Uredniki jim bodo hvaležni v bistvu. Ne? Zdaj pa res, interventni zakon je zaznamoval nekako teden. Ne? Pravzaprav prvo preštevanje bi lahko rekel, zdaj zakon o pokopu žrtev bo drugo preštevanje. Ne? Prvo preštevanje, interventni zakon, je uspelo 47 glasov in 1 na bolniški. No? Tako da to je kar solidno. Eden ključnih zakonov, bi lahko rekel, recimo za sestavljanje vlade, ki kaže nek obrat smeri, nek jasno željo po obratu smeri. In ja, opozicija je pravzaprav zbrala 35 glasov nasprotovanja, torej niti niso resno poskušali. Jaz bi tukaj kar pogledal en odsek soočenja med SD pa med demokrati ta teden pri Urošu Slaku v 24 ur. Mislim, da potem po tej istočnici lažje začneva z vsebinskim komentarjem. Pa poglejva, ne. Moramo vedeti, da to ni interventni zakon, niti ne zakon za razvoj Republike Slovenije. To je vstopnica desnega trojčka k 4. Janševe vlade in to je bil njihov pogoj, da vstopijo v vlado, nič drugega. To, kar je pisalo v zakonu, je dejansko skoraj 1/3 programa demokratov Anžeta Logarja in s tem dajemo tisto zavezo in obljubo svojim volilcem in volilkam, ki smo jo dali v predvolilni kampanji in ko smo predstavili ta naš program širom po Sloveniji. Ste prehitro sprejeli ta zakon, ker posledice za proračun bodo kar velike. Zdaj, konzervativne ocene so do 500 milijonov, une bolj grejo do 1 milijarde in tukaj moramo biti previdni. Mi se strinjamo, ni problem, če bodo lahko financirali vse javno šolstvo, javno zdravstvo, če bodo imeli vrhunskega menedžerja, da bo to speljal, ni problema. Mene res boli, recimo, ko se pogovarjamo o infrastrukturnih aneksih, kjer so recimo samo na drugem tiru na potniškem terminalu v Novi Gorici in pa na Jesenicah so se projekti podražili za 671 milijonov evrov. In takrat je bil to razvoj. Ko pa dajemo 500 milijonov ljudem neposredno, pa to ni razvoj. Mislim, pravi poslanec SD-ja, da je to glasovanje v resnici samo vstopnica v 4. Janševo vlado zdaj. Delno prav, ne? Drži se, to sem hotel reči. Gre za preštevanje oziroma je šlo za preverjanje trdnosti bodoče koalicije, ampak bistveno je, kako mu je tule odgovoril Ostrc. Ne? In sicer, da gre za približno 1/3 ključnih stvari iz programa demokratov. Torej, kaj mu je želel v bistvu povedati, da gre vendarle za preštevanje in usklajevanje na podlagi vsebine in tule, če odvrtiva film zelo na hitro par tednov nazaj, Golob je bil prvi na potezi. Prvi je imel demokrate na sestanku, preden jih je imel Janša, ne? In je to popolnoma zavozil. Ponudil jim je v smislu programa vse skupaj nič, oziroma prav nič, glede na to, da je mislil v tej kompoziciji imeti še naprej levico. Ne? V smislu resorjev. Je pohvalil se, češ tudi skok sem na koncu ponudil. Ampak v smislu resorjev pa jim je ponudil situacijo, kjer bi jih epizodno preglasovali skupaj z SD-jem, drugič pa z levico. Recimo, kjer bi bili dejansko
demokrati nek figov list za novo Golobovo vlado. Ne? Mislim, ko je šlo za to, ne, če pogovarjamo. Pa ironično, da je omenil vrhunskega menedžerja, ne? To niti ne bom. Ko je šlo za demokrate in svobodo, ne, mislim, da bi bila ta primerjava zgodovinska zanimiva iz konca Avstro-Ogrske, ne, ko je potem tik pred razpadom Avstro-Ogrske kralj Karel ponudil torej trialistično ureditev, pa mu je Anton Korošec rekel, mein Majestät, es ist zu spät, ne, se pravi, vaše visočanstvo prepozno je, ne, to je nekako, tako je. To bi lahko rekli, da so demokrati po svoje rekli Robertu Golobu. Ne, zdaj oziroma, na ta ne del, ti, ne. na ta del, ne, mislim, zdaj glede vstopnice še v 4. Janševo vlado, ne, s čemer se je deloma zastrinjati. Ja, sej, kako bi rekel, vozna karta za v Golobovi vladi biti je bilo pa 4 leta tišine strani socialnih demokratov, tako da tudi tukaj bi se dalo razpravljati. Ne? Zdaj še to bi rekel, ko pa v tem drugem delu poslanec Zrim govori o tem, da je treba biti javnofinančno zelo previden s tem novim zakonom. Celotna koalicija v odhodu z SD, ured seveda, ki je imela tudi gospodarskega ministra, predvsej molčečega, a ne, ali pa je še sem pa tja, ki je rekel, ampak naredil na sejah vlade bolj malo. Ko govorijo odhajajoči člani koalicije o posledicah za proračun, bi se spomnil jaz samo par stvari. Božičnica, dvig minimalne plače, aneksi na drugem tiru, Darsova stavba, pa mislim, da sva z vsem tem že na milijardi evrov, ne? Že krepko čez, ja. Bom pa rekel mislim, sam še to. Da je že samo plačna reforma več kot milijarda. In plačne sploh omenil nisem, ne. Bi pa omenil samo še to, zanimivo mi je, no, sej dopuščam možnost, da se v recimo 4 letih ne, opozicijske drže to, kaj spremeni, ampak da hodi SD tudi zdaj, ko se bivši partnerji počasi poslavljajo od oblasti in grejo načeloma lahko vsak svojo taktiko v opozicijske klopine, gre v bistvu SD z grlom v jagode, kot se temu reče, spet za Gibanje Svobodo in za Levico, ki so pač glede na vse, kar napovedujejo od referendumov do ustavnih presoj in tako naprej, pač zgolj in samo slabi poraženci. Zdaj, ko so pri referendumu, ne, SD je zadnji se odločil, da bodo tudi oni zbirali podpise za referendum. Nekako sem že razmišljal, morda pa bodo prišli pameti, pa se enkrat malo diferencirali od preostalih partnerjev, pri čemer je že jasno, ne, da so odnosi med temi partnerji izrazito v resnici, ko so iskreni med sabo, izrazito naklonjeni. Ne. Tudi bomo pol videli malo kasneje, kako je recimo bi lahko Levica in Svoboda, ne, kako se posredno kaže med Levico in Svobodo že prve razpoke. Ampak glej, ko sem jaz spraševal ravno to, te dni različne ljudi na levi sredini, ker realno od desno-sredinskih virov ne bi dobil uporabnega odgovora na takšno vprašanje, sem rekel, pa zakaj SD tudi po novem v opozicijski drži svečo drugima dvema na levi strani, ne? In odgovor je bil retorično vprašanje, zakaj si pa ti kupiš predpražnik? In odgovor seveda logičen je, zato da si vanj obrišeš noge, ne, oziroma čevlje. In ta status predpražnika je na levi sredini, če pogledaš pretekle volilne kampanje, v bistvu SD-ju določil Milan Kučan. Torej, vedno morate podpreti nekoga, ki bo zmagal volitve, vi boste pa tam zraven za številko. Ne? Za predpražnik, ja. Se to je običajno vedno bilo. Zdaj, glede milijard, ne, še morda. Ne, slovenski proračun je imel pred epidemijo COVID-19 približno 10 milijard odhodkov. Po epidemiji COVID-19 z vsem helikopterskim denarjem in ukrepi 10 PKP paketi, ne, ki so reševali takrat, bomo rekel, krizno situacijo, 13 milijard odhodkov in proračun za 2026 ima predvidenih skoraj 18 milijard odhodkov. Se pozna, da že leto in pol to počneva skupaj, ker sem imel pripravljena podobna izhodišča, tako da tukaj recimo se lahko vprašamo, zdaj seveda, ne, pol milijarde ali 1 milijardo, zdaj tukaj izračuni niso povsem jasni, ne, ni mačji kašelj, da ne bo pomote, ne, ampak zdaj, če samo pogledamo v porabi proračuna, ne, ki je narasla, seveda je treba upoštevati tudi inflacijo v vmesnem času, ne, tako da 10 milijard leta 2019 ali pa 10 milijard danes ni več isto, ne, ampak vendar je tukaj neka bistvena razlika. In zdaj, če pogledamo, recimo, kaj bomo mi dobili za te pol milijarde oziroma 1 milijardo, kako koga vprašaš? Ne? 2 stavka politične analize in sicer ena stvar je še na temo SD-ja. Jaz se sprašujem,
ali je 4 leta recimo opozicije nekaj, kar bo Matjaž Han preživel na vrhu stranke SD. Slišim razmišljanja, se so neke vrste edina možna še v nastalih razmerah, da bi prevzel stranko Luka Goršek. Vprašanje, če mu preboj ali pa izstop iz sence teh večjih partnerjev oziroma Gibanja Svobode na levi sredini še lahko uspe. Edino, kar mi pravijo, da je lahko turning point, je zanimivo lokalne volitve jeseni, ko bi, po mnenju nekaterih, ki pač razmišljajo o strategiji leve sredine oziroma SD-ja, morali podpreti kogarkoli, ki bo najresnejši kandidat proti Zoranu Jankoviću v Ljubljani, In konkretno mi pravijo, naj SD podpre Antona Ropa, ta bo zelo težka glede na preteklost. In naj recimo... Bil je pa nekoč član SD-ja. In naj potem recimo po eri Andreja Ribiča na energetiki in na Darsu zaupa Janezu Kopaču, nekdanjemu kadru LDS in Zaresa, mestno energetiko. Potem bo imel kapital in drugo zaledje, da se loti revitalizacije SD-ja, pri čemer v vse te scenarije dvomim. Drugo, kar sem še želel reči, pa je to, kar si rekel ti. Če smo šli v 4 letih s 13 na 18 milijard, to pomeni, da smo 40% napihnili proračun brez nekih močnih argumentov in razlogov. Se pravi, rezerva je, ker zdaj ves čas nova opozicija sprašuje, kako bodo to prihranili. Rezerve je ogromno. Janša je ta teden izrecno napovedal malo drugačno vodenje vlade na odhodkovni strani, v kar sploh ne dvomim, in Alenka Bratušek je potem že strašila, pač govori svojim volivcem, z novim ZUJF-om, mislim, se temu reče novi ZUJF ali pa bolj racionalen pristop k trošenju iz proračuna. Jaz mislim, da je to konec koncev čisti tehnokrat in trudi se Davorin Kračun nastopati kot predsednik fiskalnega sveta na ta način, je že rekel, čim prej ustavite naraščanje plač v javnem sektorju. In tule sam še ena opomba. Asta Vrečko je zadnje tedne izgovorila o razvojni / socialni kapici nad 7500 evrov. Salve besed ogorčenih, pozabila pa je iskreno in odprto povedati lastnim volivcem, da je bila reforma plač v javnem sektorju nastavljena za drugi mandat te iste vlade, ki je vladala zadnje 4 leta, in da bi Asta Vrečko padla v ta domnevni 1%, ker bi kapica učinkovala že na njo tudi. No, se tudi mislim, da bo, ko bo dokonča, mislim, da leta 2028. Tako da o kakšnih bogataših je tukaj govora v resnici. Ampak zdaj, morda še to, ja, drži, nekoliko rokohitrsko so se lotili tega na prihodkovni strani. Bova, ja. Ne gre, zdaj je problem v smislu, če ti nimaš zares dobro še pripravljenih, ker zaenkrat še tega nismo videli. Lahko le Janši zaupamo na besedo, da bo res pač skrajšal te izdatke in da te izdatki ne bodo pokojnine, kot straši Alenka Bratušek in tako dalje. Problemov s tem zakonom je nekaj, se jih bo še dotaknila, čist takih obrtnih, od tega omnibusa do, a je res interventni, a ni toliko interventni. Edino, kar bi mogoče, če želijo biti drugačni, recimo od opozicijskega instrumentarija SDS-a priporočal tej levi sredini zdaj, da naj torej najprej malo opazujejo, kaj bo, pa potem jeseni recimo zaropotajo. Tako, ampak zdaj, kaj prinaša? Torej, omnibus imamo, prinaša 10, mislim, da vsega skupaj sprememb, malo jih bom skrčil v par točk, torej nižji DDV na osnovna živila in energente. Zdaj, ukrep, ki ga imajo vse sosednje države, se pravi Avstrija 4,9% DDV na osnovna živila, Madžarska 5%, Hrvaška 5%, Italija med 4 in 5%. Mislim, da se nekoliko razlikuje, odvisno od tega, katera živila gre. Kar pomeni, v Sloveniji je trenutno 9,5% na vsa živila, tudi na osnovna živila, kar pomeni, da smo nekonkurenčni. In kje se to kaže? Februar 2026 v primerjavi s februarjem 2025 je Slovenija beležila 3,5% padec prihodkov trgovine na drobno, medtem ko je bila v Evropski uniji medtem 1,3% rast. Se pravi, to je izključno situacija Slovenije, da nam pada trgovina. Zakaj nam pada trgovina? Ker hodijo ljudje v shopping v Italijo in na Hrvaško, medtem ko tujci vedno manj v Slovenijo, kar smo pač recimo v preteklosti večkrat spremljali. In evo, padec trgovine, se tukaj direktno pozna. To je v bistvu ukrep, ki nas zgolj postavlja
na isti imenovalec s sosednjimi državami, kar se tiče dostopa do pač osnovnih živil. Nekaj podobnega je tudi recimo pri energentih. Ne? Potem druga stvar, recimo, ta me najbolj zabava. Ne? Kako zelo so besni na znižanje davka na najemnino za mlade družine oziroma na splošno davek za oddajanje v najem iz 25 trenutnih na 15%, ko gre za mlade družine na 5%. Ne? Kaj to pomeni v praksi? Če si ti prej plačal najemnino in privzamemo, da je lastnik stanovanja celotno najemnino prijavil FURS-u, kar v marsikaterem primeru ni res, ne? Je torej četrtina te najemnine šla neposredno državi. Zdaj bo recimo mlada družina plačala pač na mesto 25%, 5% tega davka. Ne? Seveda je stvar dogovora med njimi, a bo zdaj za 20% spuščena ta najemnina, ali bo manj spuščena, kompromis, ja. Ali bo mogoče kakšen požrešen lastnik stanovanja pač pokasiral sam, seveda, kakšen gotov tudi bo. Ne? Ampak tukaj, recimo, Levica a priori privzame, vsi bodo pokasirali, ker smatra, zlobni kapitalisti, lastniki stanovanj, bodo to enostavno pokasirali in nič ne bo. Ne? Zdaj, ko so pa dvignili, ko so pa oni sami dvignili ta davek v prejšnji vladi, so pa seveda bojo pa avtomatsko prelili na uporabnike. Ne? Se pravi, ta logika ne zdrži. Ne? Se pravi, rabaš ti pač znižati davek, da potem lahko. Pač ti imaš pa možnost se spogajati. Zdaj, ko je visok davek, se nimaš možnosti spogajati, razen da greš na črno in tudi zato bo verjetno manj oddajanja na črno. Ne? Mene, kot sem rekel, tukaj še 3 vsebinske alineje zabavajo. Eno je ta ogorčena razprava o tej socialni kapici, pri čemer se pravim, pozablja tudi leva politika, da pade v ta rang, ne? Sploh z postopnimi dvigi, ki še sledijo. Ne? Potem recimo ukinitev tega prispevka na dolgotrajno oskrbo. Ne? Računajo iz najnižje zajamčene pokojnine, da je to, ne vem, na koncu koliko, 8-9 evrov na mesec. Ne? In druga stvar, pri čemer seveda ne moramo gledati na celotno državo, kot da so vsi na najnižji zajamčeni pokojnini. Ne? Čeprav bi si mogoče to kdo želel v novi opoziciji. Ne? In tretja stvar, ker bi jaz rekel tudi izjemno vroča razprava, čustveno nabita, ne, da bojo tisti, ki imajo že pogoje za upokojitev, če jih pač delodajalec potrebuje in sami to želijo, lahko ob polni plači imeli še polno pokojnino. Ne. Spet mi je tle zanimivo to, ne? Češ nelojalna konkurenca mladim na trgu dela, ne vem. No. Mislim, se že danes lahko človek dela naprej, ne? S tem, da je to prisilno upokojevanje, ne? Mislim, pač, če delodajalec potrebuje delavca, bo itak zainteresiran, da ga zaposli naprej in ne vem, odkje je logika, a priori mu bo dal nižjo plačo, ker ve, da ima zraven še pokojnino. Ja, mislim, da to je stvar dogovora. Ne? Vsaka stvar je stvar dogovora, ne? In pač ponekod je delavcu prednosti, ponekod je delodajalcu prednosti, ampak ne, a priori se smatra, da pač vse, ne, da je a priori vedno delodajalec zloben in delavec dober in ne, medtem, ko se veliko dogaja. Konkretno, kar si rekel, jaz tu dopuščam scenarij, kjer nekdo, ki ve recimo, da bo prejemal solidno pokojnino, pristane na to, da za nekoliko manjše plačilo dela naprej, ne, zgolj zaradi tega, ker želi ostati aktiven v vseh smislih te besede. Oziroma morda želi delati manj, da je ta prehod ali pa bo delal malo z manjšimi bremeni. Da je prehod v pokojnino ni zdaj odrezan, ne, v smislu od 8 ur na nič, ampak morda še nekaj let, 6, pa 4, pa potem morda še kakšen detajl, potem pa gre morda v celoti v pokoj. Ne? Ampak, in vse to je menda razkroj. Pričemer še nekaj je tukaj zanimivo, ne? Predvsem gre tukaj za en kup kadrov raznoraznih po univerzah, po javni upravi in RTV Slovenija in tako dalje, ne? Ki že zdavnaj izpolnjujejo pogoje za upokojitev, ne? In hkrati nič kaj dost ne delajo na svojem delovnem mestu in se jih delodajalec praktično ne more znebiti. Ne? In za vse te ljudi bo pa pravzaprav zelo koristno, da se jih spravi v penzijo, da se omogoči mladim, da sploh preidejo na ta delovna mesta, ker sicer se pač v bistvu ti ljudje samo zasedajo delovna mesta in vlečajo plačo, delajo pa nič kaj dosti. Ne? Tako da to je ena stvar, ampak še glede kapice. Ne? Danes imamo mi situacijo, ko ti želiš zaslužiti nekaj več, ne? V smislu, govorimo o res teh višjih plačah, ne? Predvsem pri menedžerjih in res nekih najboljših inženirjih, ne, da so tisti naslednji evri 75-80% obdavčeni. Zakaj bi kdorkoli v tej državi... kraja pri belem dnevu. No, zakaj bi kdorkoli v tej državi sploh želel nekaj dodatno delati, ne, za to plačo? Pač
ker ti tako vse pobere država. Se pravi, to pomeni, da vsi ti ljudje odhajajo v tujino in potem namesto, da bi malo manj še vedno visokih davkov, mi še vedno govorimo, ko Alenka Bratušek streže s tistimi številkami Blaža Brodnjaka, Blaž Brodnjak bo še vedno pol svoje plače, samo ne 2/3, ampak samo še pol svoje plače dal državi, namesto da pač bi šel pa celo plačo nesel v tujino in potem tudi v tujini trošil in v tujini generiral nova delovna mesta in razvoj. In zdaj tukaj nas in kaj opozarjajo, Slovenija je na vrhu sveta po najnižji neenakosti in hočemo, da pri tem ostane. Zdaj, če hočemo res biti najbolj neenaki, je najbolj, da vse, ki imajo visoke plače, izženemo, ker bomo pa res čist neenaki in vsakega, ki malo vam pogleda, izženemo, potem smo pa res čist enaki. In v tem kontekstu, ampak potem pač tudi ne bo več denarja, ker so tudi, mislim, da 1%, 1% teh najbolj plačenih, torej ta 1%, ki bo zdaj užival koristi socialne kapice, ki mi grede drobiš v morje v primerjavi z ostalimi ukrepi, ki se nanašajo na vse prebivalstvo, ta 1% plača 20% dohodnine. Se pravi, če mi ta 1% izženemo, bomo izgubili s tem 20% vse dohodnine. Zdaj, za me eno manjše presenečenje, bom rekel, ne spet preveliko, je bil nastop pa kirurga Erika Breclja pri Marcelu na nacionalni televiziji. Zakaj? Seveda vemo, da se je v času Golobove zdravstvene reforme pokazal kot eden od njenih glavnih obrazov, to je vse res, da je tudi veliko komplimentov v zadnjih mesecih podelil zdravstveni ministrici v odhodu Valentini Prevolnik Rupel za ukrepe, ki pustimo, da ne bomo predolgi, res, tudi za tiste v kolonah. Ampak, da bo iz tega strokovnega besedišča, ki ga je običajno uporabljal za neko kritiko, prešel v totalno politikanstvo, to me je pa vendarle presenetilo. Poglejva najprej to politikanstvo, prej komentirava. Jaz sem pričakoval to sem napovedal pred volitvami, če bodo tej primitivci prišli na oblast. To je brutalno. Niti niso se trudi blefirati, pa nekaj narediti za javno zdravstvo. Pa reči zdravimo, pa še zasebnike vključiti. Direktno Nova Slovenija, sramota, da z anticepilcem ureja zdravstvo. Direktno so udarili proti javnemu zdravstvu. Direktno par zasebnikom, večina zasebnikov dela dobro, pošteno. Par zasebnikom spet, ki si morajo kupiti nove jahte. Uničevanje ZZZS-ja, zato da bodo pač dobili teh 100 milijonov evrov ven. In to je bilo direktno. Niti enega ukrepa niso dali za izboljšanje javnega zdravstva. Krajšanje čakalnih dob, zmetanjem denarja za kogarkoli, ki bi to delal, je katastrofa. Strokovnjaki so to vedeli. To je dokazano. In zato je blefiranje Nove Slovenije in resnice, da to počnemo. Vse to že vse vemo. Demokrati in SDS me ne presenečajo. Ampak to vse vemo, da to ne pelje nikamor. Da se čakalne dobe ne bodo krajšile, da se bo porabil denar netransparentno, nespametno in zdaj grejo brutalno, namesto da bi uredili sistem, kako denar porabiti čim bolj racionalno, grejo ljudem, parim zasebnikom, obmetavali jih bo z denarjem. Zdaj se bo samo teplo za krajo uničevalo vse zato, da pridemo do tistih par 100 milijonov. Obmetavalo se jih bo z denarjem, je rekel, se pravi... Zelo čustveno in izjemno apokaliptično, zdaj pa tako, glede primitivizma. Primitivna izjava se mi zdi to, oziroma take vrste nastop in je bila ta retorika na nivoju v bistvu skrajnih kril Gibanja Svobode in Levice. Nekako tako bi jo umestil noter, zdaj pa če gledamo vsebinsko. Mal sem se pozanimal, odkot ta gnev Erika Breclja, ki se, kot mi pritrjujejo tudi moji viri, javno politično ni nikoli tako zelo jasno postavil na eno stran. Tokrat je to naredil prvič. Včasih je bil že so kritičen do SD-ja, mislim, da ne. Tako, in zdaj, odkot ta gnev, pravijo mi približno tako. Onkološki inštitut, ki je res celo večnost, odkar je stven zase v bistvu gledaš Erika Breclja, je ena od največjih tarč dobaviteljev zdravil. Logično, glede na dejavnost Onkološkega inštituta. Pri čemer naj Erik Brecelj, ki sicer zelo rad v preteklosti, preden se je tudi nekako povezal z dnevno politiko, nastopal kot nek civilni glas proti korupciji v zdravstvu, v vsem tem svojem delovanju na Onkološkem inštitutu menda ni naredil nič konkretnega, kot recimo neki drugi kolegi, ko gre za opremo za žilne opornice. Nobenih rezultatov ne more Erik Brecelj pokazati v boju proti nebrzdanemu biznisu z zdravili na Onkološkem inštitutu. Zdaj recimo zanimivi podatki. 5,4 milijarde evrov je recimo CCA proračun zdravstva letni v Sloveniji. 0,9 milijarde samo za plače od tega, in potem 4,5 milijarde
če malo čez palec rečeva, verjetno še kakšna postavka, ampak v grobem je vse ostalo za opremo in za zdravila. Ne? In kaj želim reči? Tam imaš zdravstveno blagajno, to je zelo pomemben del izjave, ki jo je dal Brecelj, ko govori, uničili bodo ZZZS, ki ima, pazi, v svojih pravilnikih izrecno zelo natančno določeno, da dobički, presežki javnih bolnišnic gredo izključno za nabave opreme in zdravil. Lahko bi tam recimo v nekem drugem sistemu pisalo tudi, da grejo presežki deloma za ukrepe za skrajšanje čakalnih vrst. Tega ne piše, ne? Tako da, ko Erik Brecelj govori o novih jahtah zasebnikov, o prelivanju iz javne zdravstvene blagajne v zasebne žepe, je on to prelivanje že enih 30 let gleda in ni naredil nič proti temu. In kar se tega tiče, je ta ukrep v interventnem zakonu zgolj vrnitev na prejšnje stanje, ne? Torej nobena divja privatizacija zdravstva, zgolj vrnitev na prejšnje stanje, ki pravzaprav samo počasi vodi v privatizacijo, za razliko od zdajšnjega novega Golobovega, ki pospešeno vodi v privatizacijo, ker razkraja direktno javni zdravstveni sistem. Ne? In morda še to, ne? V smislu to metanje denarja, zasipanje denarja, ne? To bo vse denar za storitve, ki bodo morale biti upravljene. Ne? Samo to, pač morda glede tega. In, zdaj pa greva lahko na realne križe in težave, ki so s tem zakonom. Ne? To sva na hitro omenila že prej. Recimo omnibus narava tega zakona, pa potem interventnost, je res vse, kar je v tem zakonu nujno reči, da je vse tako nujno, še najbolj morda ravno pri zdravstvu, ne? Ker je tam zdaj enkrat hmalu, čez 10 dni tisti presečni datum. 21. maja je ta presečni datum. Ne mislim, da zakon se v nobenem primeru zaradi referenduma ne more uveljaviti do takrat. No. Zdaj, do neke mere ga je sicer Ustavno sodišče že toliko omililo, da mogoče glih 21. maja ne bomo imeli kolapsa sistema zdravstva. Ne, ampak, in strinjam se s tabo, da tudi izračuni, ne, ki nihajo od Davorina Kračuna, ki govori o milijardi, potem govori recimo Lenka Bratušek, ne, opozicijski drži seveda že o 1,3 milijarde, ne, predlagatelji pa o 570 milijonih. To verjamem, da je bilo narejeno, ker drugače ni moglo biti kot čez palec. Ne? In tukaj dejansko ne vemo, kje točno. Mislim, da tudi ne vemo v resnici, kakšni bodo zares učinki, ne? Ker je en kup stvari takih, ki potem, zdaj, kakšni bodo učinki v enem letu, 3, 5, ne? Ker marsikater ta ukrep bi lahko tudi bistveno povečal javne finance. Ne? Spomnimo se recimo, ko so znižali, ko so dvignili olajšave na dohodnino, ne, se je potem v tistem letu nabralo celo več dohodnine, je pa res bilo to v času covidnega okrevanja, ko je pač precej recimo bilo nekega gospodarskega dogajanja, ne, visoka rast in tako dalje, tako da zdaj, ne, kakšni bodo točno učinki, je težko reči. Glede omnibusa bi rekel še to, ne, vladarsko privlačen koncept, ko v trgovini s slaščicami vsak od bodočih partnerjev vzame iz vitrine tisto, kar njemu ustreza, ne, pravno pa problematično in tudi demokratično problematično v smislu, ne, koraka, če gledava korak naprej, ker je vprašanje, ne, ali niso s tem zabetonirali zahteve za referendum oziroma preprečili, da bi to sindikatom in opoziciji uspelo. Ne. Ja, zdaj med sindikati in delodajalci sicer je še prej prišlo do takega zanimivega debate, ne, kjer se je videl še eno stvar, ne, pravzaprav, da razni socialistični sindikalisti, ki že celo življenje živijo na svoji plači, ki jim grede nikakor ni majhna, ne, nikakor ni delavska, če smo že pri tem. Jaz sem nekako prepričan, ne, da 2026 se bo Branimirju Štruklju ta izjava o 3 jurih, jo bova še pokazala, vrnila v obraz slejko prej. No. Mislim, hočem reči to, da sploh ne razumejo, kako deluje gospodarstvo, kjer ti mogoče sploh nimaš plača, če si na SP-ju, ampak moraš ustvariti toliko oziroma je plača to, kar ustvariš presežka, po domače rečeno dobiček. Se pravi, da bo jasno, Blaž Cvar v imenu Obrtne zbornice in Branimir Štrukelj kot sindikalist ne govorita o socialni kapici, torej o teh, ne bodi ga treba plačancih nad 7500 evri. 14 000 zaposlenih bo seveda lahko prejemalo više prihodke. Zdaj pa gledajte. Ja, gospod Brodnjak še 100 jurjev na leto več. Zakaj je vam Brodnjak vedno nekdo, ki ga omenjate ob tem? No pa 14 000 ostalih. vi plačal? 14, jaz nimam plač, jaz imam svoj SP doma, še neprofesionalno na svoje funkcije. No, Koliko imate kot predsednik, ne? Koliko imate pa vi? Jaz imam 3 jurje. Dobro, mislim, da to, lejte, bomo dali na mizo svoje podatke, ni problema, bom jaz svoje dal, pa vi vaš, jaz nimam 3 ure. Zdaj jih niste povedali. Nimam 3 ure.
Imam svoje prihodke kot SP in ti niso 3 ure. Lahko vzamete tole, kar se tiče javne, pa boste videli, koliko imam zagotovljeno. Jaz sem kot predsednik Imam SP-ja. nižje prihodke kot vi vašo plačo. Prvo, kar bi jaz pripomnil, je Branimirja Štruklja bolj ali manj. Malo pavšaliziram, pa vendarle precej natančno, nisem videl nikjer. Ne? Zdaj po 4 letih je še pred oblikovanjem 16. vlade na vseh naslovnicah že zbira podpise za zakonodajni referendum skupaj z novo opozicijo, ne? Pri čemer ni tako odveč ponoviti podatek, da gre za nekdanjega kandidata Levice, ne? Ker bova še o raznih nezdružljivostih funkcij govorila, nekdanji poslanski kandidat Levice in, če gledava še družinsko, kar tudi ni nepomembno, ne? Tudi nekdanji zet Milana Kučana. Ne? In mislim, da tudi državni svetnik. Tako, ne, ampak pazi, no, se zdaj pa greva pa k tem 3 jurjem, pazi, ne? Grem staviti, res. Praktično kar hočeš, da njegovi mesečni dohodki pač niso 3000 evrov. Celo mislim, da zgolj plača na vrhu sindikata, ne vem, če je tako majhna. Zdaj pa pazi. Tako nizka. Ne? Učitelj, predsednik Konfederacije sindikatov javnega sektorja, omenil si glavni tajnik Sviza, član izobraževalne komisije državnega sveta, potem sem šel gledat še gospodarske funkcije, sedi v nadzornem svetu Modre zavarovalnice, ki jo vodi Borut Jamnik, ne? V preteklosti je bil dolga leta mislim, da celo tudi predsednik nadzornega sveta banke Delavske hranilnice. Tu so bile sejnine in nagrade, ki si grejo ljudje lahko javno pogledati. Sem tudi jaz bral v pripravi na to epizodo članke o tem, koliko sejnin in končno na poslovnem obračunu konec leta kakšne nagrade so si nadzorniki delili. Ko govori o nekaj procentih najbolj premožnih in tistih, ki so najbolj pri koritu, Branimir Štrukelj govori o samem sebi. Ja, in zdaj, ko govori o Blažu Carju, pa sploh ne razume, kako deluje SP. Ne, je pa res, da tudi Blaž... Ja, sej glede na to, kar sem naštel, njemu ni treba razumeti, kako deluje SP. Ne? Zdaj, je pa res, da pač, je pri SP-ju od meseca do meseca lahko situacija zelo različna, ne? Odvisno od tega, kakšno dejavnost pač pa imaš. Še nekaj sem prepričan. Ne samo, da ni 3000 na mesec, prepričan sem, da Branimir Štrukelj ni pripravljen dokazilo svojih mesečnih prilivih pokazati, mogoče niti lastnim najbližjim, kaj šele nama, recimo. Ali kaj pa javnosti, šele, da bi to videli, recimo, učitelji, ki potem za njim pridno marširajo, ko jih skliče na proteste. Ne, zdaj, sklical jih je na zbiranje podpisov za referendum. Skoraj vsi sindikati, ne čisto vsi, skoraj vsi so se pridružili, med drugim tudi visokošolski sindikat, ki potem zbirajo po fakultetah. Ne, dobesedno skoraj silil študente, ki so recimo prišli v avlo filozofske fakultete, naj vendarle podpišajo, ne, zato da bodo zbrali podpise za referendum, kar je milo rečeno neprimerno, ne, da ne govorimo o tem, da imamo predvsem mi pa veš, tako predmoderno, zatohlo deluje neka država, kjer študent vstopi znotraj univerze na neko javno fakulteto, v javni prostor in ga tam neki liki prepričujejo na nek politični akt podpiše, mislim. Ja, pri čemer so sicer iz filozofske fakultete zapisali, da so to dovolili, ker gre za aktivnost visokošolskega sindikata. Ne. Imamo pa tudi v uredništvu smo prejeli pač sporočila študentov, ne, ki so rekli, da so zavrnili in se bojijo, ali bodo morda celo kakšne posledice imeli, ker so to seveda zbirali njihovi profesori, ne, ki jih bodo potem v izpitnem obdobju ocenjevali. Ne. Zdaj vprašanje je seveda, ali referendum sploh bo, ki so mnenja pravnikov različna. Recimo za Planet TV je Jan Zobec, nekdanji ustavni sodnik, ocenil, da referendum je možen, medtem ko recimo Rajko Pirnat, ki je tudi ena večjih avtoritet na tem področju, za Pop TV ocenjuje, da referendum ni možen. Pravi, da so neka vrata še priprta za to, ampak da v glavnem pa ne. Gre predvsem za to, ne, zakaj gre. V tem omnibusu seveda je nekaj zakonov, ki se nanašajo na davke. Po ustavi in po zakonu o referendumski pobudi referendumi na davčne zakone niso možni, torej tehnično gledano je omnibus tudi davčni zakon, ne, torej celoten zakon, ki posega tudi na davčno področje, je posledično davčni zakon. Po drugi strani pač se edino zoper celoten zakon da dati referendum, ne recimo samo čez nekatere
njegove dele. Je pa res, da ravno zaradi te narave omnibusa, ki je, lahko rečemo, nekoliko okol prinesla pač možnost referenduma, ne, se smatra, da morda je kakšna razlika. Apropo tega, prej sem govoril o klasičnem opozicijskem instrumentariju SDS-a, torej da takoj v prvem mesecu daš ves arzenal, kar ga opozicija premore od sebe, tukaj bi pa obratno rekel, ne. Naj pač koalicija s temi omnibus akrobacijami ne uporablja klasičnega koalicijskega instrumentarija Gibanja Svoboda. Morda bi veljalo. Sem hotel ravno reči, da pravzaprav je to nekaj, kar je na veliko počelo Gibanje Svoboda. Najprej recimo že takoj na samem začetku s prvim zakonom, ki so ga sprejeli o odpravi posledic Janševe vlade, potem tudi nedavno, ko je šlo za božičnico in so na njo pripeli zakon o SP-jih zato, da so preprečili, recimo, da bi delodajalci začeli zbirati podpise za referendum. Tako da, bom rekel, ni lepo, ni demokratično. Ni lepo zavidati. Ampak zadnji, ki lahko to očitajo, so pa v Gibanju Svoboda. Pa greva zdaj Rajko Pirnatu. Ustava je glede tega zelo jasna, pravi zakoni o davkih in drugih javnih dajatvah in ta zakon v precejšnjem delu ureja davke in druge javne dajatve. Tako da si jaz težko predstavljam razlago, po kateri bi tu bil dopusten referendum. Seveda, vedno je mogoče najti neke argumente, ker vendarle prepoved referenduma je poseg v ustavno pravico in ta mora biti omejen na najmanjšo potrebno mero. Dejansko v tem interventnem zakonu kaj tako zelo nujnega, da bi se moral čim prej izvesti, ni. Ampak nujni ukrepi so tako ali tako en drug razlog v 90. členu ustave. Tako da, kot že rečeno, sam si težko predstavljam argumentacijo, po kateri bi bil tukaj dopusten referendum. Ni pa izključeno. Tako ali tako bo o tem odločalo ustavno sodišče. Prepričan sem, da Roberta Goloba in Luko Mesca čustva vabijo na ta referendum, da se bosta zaletela in da je to strateško slaba odločitev. Bom pojasnil na hitro zakaj. Kratkovidno se mi zdi, prvič so se zelo pred kratkim prešteli na parlamentarnih volitvah, šli iz 53 na 40 mandatov. Še pred tem jim je šlo na referendumih dvakrat zapored bolj slabo. Tako da ne vem, koliko recimo zaporednih porazov bi upravičili, da bi še to, kot si rekel, izgledalo manj grdo ali pa ne vem. Spomnil se, da je tudi Janša šel na referendum takoj po padcu vlade in se tudi pogorel. Ja, tako. Zdaj pa tako, tudi če bi ta referendum bil, bom pa rekel nekaj drugega, potem eno leto, in tudi če bi uspel, recimo, kar bi bila epizodna zmaga te nove opozicije, potem eno leto ne moreš imeti na istem davčnem področju več referenduma. Možno je na stvar gledati tudi tako, da v tistem letu, da zdaj daš v ogenj v bistvu ukrepe, te drobne intervencijske ukrepe, zato da lahko v letu, ko referendum res ne bo dopuščen, spelješ bistveno bolj korenito davčno reformo od tega, kar gledamo zdaj. Naprimer, problem je pravzaprav vprašanje potem, ali jo sploh lahko izpelješ, ker recimo, če govorimo o neki razbremenitvi SP-ev, potem enakega ali podobnega zakona na istem področju ne bi smel sprejeti. Torej tudi recimo znižanja DDV-ja za osnovna živila potem ne bi smel sprejeti več, vsaj eno leto. To nekako pravi referendumski zakon. To je ena stvar, druga stvar. Ironično je, ko pravzaprav sindikati delajo proti ukrepom, ki so dejansko neposredno za ljudi in jih strašijo potem z nekimi posledicami, ki ne vemo, če bodo oziroma najbrž ne bodo. In pa, kar mi je še dodatna ironija, to me pa res zabavalo, ko sem šel malo gledati to dogajanje, pravzaprav sindikati delajo kakorkoli obrneš uslugo Janezu Janši. Zdaj, zakon je bil sprejet, koalicija se je preštela, dali so signal, želimo te spremembe. Torej pred svojimi volivci so oprani. Če volivci te spremembe potrdijo, je to še dodatna volilna zmaga. Če volivci izglasujejo na referendumu proti tem ukrepom, v bistvu dajo Janezu Janši bistveno večji manevrski prostor v proračunu, kjer lahko seveda to milijardo, recimo, če govorimo o milijardi, razporedi kamor mu pač paše, torej spet dajajo bjanko, oziroma delajo sindikati pravzaprav na neke vrste za Janeza Janšo. Zdaj pa ob koncu te teme interventnega zakona nekaj, kar je v resnici trivialno, nepomembno za samo vsebinsko razpravo, se mi pa zdi, da na podzavestni ravni zelo dobro kaže state of mind cele leve sredine po obdobju Roberta Goloba.
Eno je že omenila Tina Gaber, pa Tina Brecelj. V bistvu je uspel Robert Golob, spet, če malo poenostaviva, celo levo sredino zbanalizirati na Tino Gaber Golob, njen lik in delo, tudi ministri so leteli v prejšnjih 4 letih zaradi njenih vplivov. Poslancem levice se pa kar prikazuje. In kdo bi celo novim poslancem zameril, da ko gledajo po parlamentarni dvorani okoli sebe, se jim prikazuje lik Tine Gaber Golob, ki je vse prisoten, ne? In tudi ta teden je bil ta lik vse prisoten. Ja, in zanimivo je, ko govoriva ravno o tem Robertu Golobu, ne, in njegovi Potemkinovi vasi, bi jaz temu rekel. Ne. Se pravi, 2 stvari, ne. Potemkinove vasi, 3 celo. Ne. Se pravi, gledali smo pred kampanjo, to smo pravzaprav mi prvi razkrili, ne, kako se bo podražil drugi tir, zato da je lahko Robert Golob se pred volitvami 1 leto pred končanjem dejanske proge zapeljal, prerezal trak, naredil žurko s Kingstoni, na kjer skoraj nobenega ni bilo. Ne samo, da je to naredil na drugem tiru, kar nas je stalo nekih, smo takrat ocenjevali 7 milijonov, ne. Zdaj se je ugotovilo, da je še en fake rezanje traku smo imeli. Ne? In sicer UKC Ljubljana, teden pred volitvami, Robert Golob pride prerezati trak pred prenovljene prostore. Ne? Te prenovljeni prostori so rekli, da se bodo v 14 dneh začeli uporabljati. No, danes se še vedno ne uporabljajo, še vsaj kak mesec se ne bodo uporabljali. UKC Ljubljana je sicer postregel z nekimi tehničnimi argumenti, češ, da so težave z vodo, ne? Oziroma z pripeljanjem vode do teh, medtem ko bolj neuradni viri, pa pravijo celo kaj, ne? Da so za potrebe volilne kampanje dal knauf na nedokončane inštalacije, torej so ga verjetno mogli potem sneti dol, našraufali televizije, sposodili si postle z nekih drugih oddelkov, da so ustvarjali ta vtis končane sobe, da so lahko prerezali trak in potem seveda vse razšraufali nazaj. Koliko je to stalo, ne vemo, ne? Lahko si mislimo, da ne malo. Ne? In seveda te prostori, ki smo jih pred volitvami gledali kot otvorjene, še niso otvorjeni. Kdor bi želel to razumeti na eni metaforični ravni, naj si pogleda en dober star film, Trumanov šov, kjer se na koncu glavni osrednji lik zaleti v nekaj podobnega knaufu, ne? In ugotovi, da je celo njegovo življenje in vse, kar je počel, kulisa, lažna kulisa, s katero je upravljal nekdo drug, približno to je politična kariera Roberta Goloba, ampak popolno usporednico si dal s tem dogajanjem na 2 TDK-ju. Glej, takrat si gledal prazen vlak z nekaj politiki, in namesto, da bi na drugem tiru kot simbolu slovenskega izvoza, ker zakaj imamo ta drugi tir, zato da bo lahko slovenski izvoz pošiljal izdelke v tujino, ne, bil recimo niti en politik, pa poln prvi vagon, enkrat, ko bi res bilo uporabno dovoljenje, ne brez njega, ne, poln vagon slovenskih blagovnih znamk in izdelkov na poti v tujino, to bi bilo recimo sporočilo. In isto je tule. Za paciente tega oddelka, o katerem govoriš, ga še ni, ampak Robert Golob je svojo kuliso že imel. Ne. In to kuliso Roberta Goloba pa v tujini začenjajo počasi rušiti. Ne. Zdaj, Robert Golob se je v Hagu zavezal 5% vlaganja v obrambo za BDP, 3,5% za dejansko obrambo, 1,5% za dvojno rabo. No, ta je dobra. In glej, kaj financ minister naredi na svoji eni zadnjih sej vlade, ne, včeraj. Pravi, da so 370 milijonov so zdaj najdel v izdihljajih mandata oziroma tekočih poslov prihranka, od tega 120 milijonov spet v bistvu inercija. To bo višji davek na dohodek pravnih oseb, če prevedemo, ker gre podjetjem kar dobro, je malo več tega davka bilo pobranega, 250 milijonov prihranka pa na resorjih. In v luči tega, kar praviš, polovico tega 100 milijonov jemlje obrambnemu ministrstvu oziroma Morsu. Ne? Pri čemer je Slovenija poročala NATO, da končno dosega 2% vlaganja v obrambo. Ne? NATO pa je potem sporočil nazaj, ne, ker še 0,4% v resnici ni obramba, ampak razna infrastruktura, ki z obrambo nima veze. Rubrika razno, po Borutu Sajovicu. Torej Slovenija vlaga 1,6% BDP-ja za obrambo, čeprav je že zdavnaj se zavezala 2 in Golob nas je v Hagu, čeprav trdi drugače, zavezal k 5, ne, do leta, mislim, 2030, ne, in smo, mislim, na samem dnu NATO. Ne. No, mislim, da tako. Še Španija, da je tako
drugače pa smo čisto na dnu nata. Zdaj za Asto Vrečko je jasno, glede na politična dogajanja v državi, da se kmalu poslavlja od svoje ministerske funkcije na kulturnem resorju, ne? Zdaj, ampak ona bi sabo vzela tudi Marka Lotriča, predsednika Fokusa, ki ga poziva naj v znak higiene, ne, in politične kulture sam odstopi z mesta predsednika državnega sveta. Zakaj? Ker je predsednik koalicijske stranke po novem, oziroma bo to v kratkem postal. Marko Lotrič pravi, da se ne poslavlja. Poglejva. Kaj bo sedaj? Bo veto? Ne bo veto. V prejšnji vladi je bilo 27 vetov in mi se gledamo na to, da bo Janez Janša prevzel četrto vlado, ki bo manjšinska. Odložujoči veto, ki ga pa lahko da državni svet, pa pomeni, da še enkrat odloča državni zbor s 46 poslanci. Bodoča vladajoča koalicija 46 poslancev ne bo imela. V njej bo stranka Fokus. Kaj to pomeni? Da je bo delo močno olajšanje. Vekolikor bodo se zorganizirali in podali zahtevo za veto, bo le-ta seveda obravnavan. In to ni nobene razlike med prej in sedaj. Moja naloga, in to mi priznavajo tako svetniki v državnem svetu in svetnice, kot tudi v domačem okolju, vedno delam profesionalno. Tudi na videz konflikta interesov je lahko kršenje integritete in tu gre za jasen videz tega. Jaz bi najprej o tem, kar je nazadnje izrekla. Glede videza konflikta interesov, kje je bila Asta Vrečko s točno temi stališči, ko je šlo za primere Roberta Goloba pred KPK-jem, recimo. Ne? No, ali pa če hočeš, niti ni treba preteklost. Ne? Kje je Asta Vrečko danes, ne? Ko, pazi ta imenovanja zdaj, ne? Ki jih je v parlamentu. Ne? Torej, stranka Gibanje Svoboda je dobila vodenje obeh opozicijskih komisij, ne? In komisijo za nadzor javnih financ je prevzela nihče drug kot Alenka Bratušek. Ne? To je nekdanja premijerka, nekdanja ministrica oziroma odhajajoča ministrica za infrastrukturo, za katero je javna skrivnost, da je gospa procent, ne? In za katero smo celo slišali v prisluhih Vesno Vuković, ki razlaga mehanizem, kako Alenka krade. Ne? Ta Alenka Bratušek bo bdela nad komisijo za nadzor javnih financ. Kje je tukaj vtis nepristranskosti oziroma ko si ravno pri tem, če pogledaš v zakulisje leve sredine te dni in vprašaš, ker sem sam vprašal, zakaj ravno Alenka Bratušek s tem ruzakom, ki si ga omenil na KNJF, kot prva nadzornica javnih financ, veš kaj ti kadri leve sredine odgovorijo na to? Ker rabiš lopova, da prepozna vzorec pri drugem lopovu. Evo, to je politično realen odgovor. Pač. No, potem gremo lahko naprej. Drugo komisijo bo vodila Janja Sluga. Ne? Janja Sluga, torej obveščevalce, bo nadzirala Janja Sluga, ki je domnevno udeležena v neke poskuse korupcije, o katerih več v Safari Special. Zdaj, jaz bi se tukaj še malo ustavil. Bral sem mnenje Franca Grada, soavtorja ustave, ne, ki je rekel nekaj podobnega v komentarju te pač pozicije Lotriča na vrhu državnega sveta in na vrhu koalicijske stranke, kot si ti prej rekel za omnibus naravo interventnega zakona. Ni lepo za videti, ne? Bi bilo fajn, če ne bi bilo tako. Pravno, formalno, pa da temu ni kaj očitata. Ne? In tudi on sam, čeprav je bil članek na MMC-ju od RTV nekoliko drugač, tudi z naslovom zapakiran, ne? Ampak tudi on sam je rekel, da ta neka morala, o kateri zdaj Asta Vrečko govori, je že itak v kakšnem mandatu prej izginila iz nekega instrumentarija političnega, ne? Tako da je zdaj težko oporekati Lotriču. Ne sem to, ne. Zdaj, če pogledamo v zgodovino, predsednik državnega sveta je bil Alojz Kovšca, ki je bil predsednik stranke GAS, gospodarsko aktivne stranke, ki se je združila stranko konkretno. Pa še drugače, če hočeš, edini v celi zgodovini, ki ni imel strankarske knjižice, izkaznice, je bil Mitja Rotovnik. Mitja Brvar. Oprosti, ja, res je, oprosti. Med 2012 in 2017, pri čemer je pred koncem mandata stopil v izvršni odbor stranke SMC, tako da tudi zanj to ne velja čisto v celoti. Ja, in predvsem je Marko Lotrič že leto in pol od januarja 2025 predsednik stranke Fokus, ker je takrat stranka nastala in jo je on ustanovil in prevzel. Preveril, kot pravi pri KPK-ju, da tukaj ni nezdružljivosti in konflikta interesov in zadnje leto in pol očitno nikogar ni motilo, da pač predsednik stranke Fokus vodi državni svet. Celo pravi, načrtno nisem šel kandidirati za poslanca, ker edina nezdružljivost
z državnim svetnikom oziroma predsednikom državnega sveta je pač poslanska funkcija v državnem zboru. Ne? Če sem prav razumel, ampak mislim, da tudi KPK, na katerega so se obrnili v novi opoziciji, je že dala te dni neko izjavo v smislu, da lahko v takem primeru odreagirajo zgolj z nekimi načelnimi priporočili vnaprej, torej ni to zdaj nek case, ki bi zatresel Marka Lotriča. Kaj hočem reči, nabrali se je teh stvari. Ustavno sodišče so dali v presojo recimo imenovanje Stevanoviča za predsednika državnega zbora, zdaj ne vemo, ali je bilo zavrženo, ali je bilo pač zavrnjeno na ustavnem sodišču, ampak je ta case že propadel, ne, novi opoziciji. Potem še zadeve o preiskovalnih komisijah so padle zdaj glede GEN-I-ja in Star Solarja, Gibanju Svoboda, tako da to, kar sem rekel prej, nizajo poraze, pa se mandat v bistvu nove vlade sploh še ni začel. Ne vem, zakaj. Pa še to bi Asto Vrečko očitno zelo boli dejstvo, da jim je pač državni svet izglasoval 27 vetov, ne, lahko se vprašamo tudi zakaj, oziroma kaj so delali, da jim je izglasoval 27 vetov, ne, in lahko pričakujemo, da bo teh vetov v prihodnji vladi bistveno manj, prvič zaradi drugačne narave zakonodaje, drugič zato, ker je v državnem svetu pač večina svetnikov na strani nastajajoče koalicije, torej lahko rečemo, da je desna večina v državnem svetu in zato bo verjetno bistveno manj vetov, ne zato, ker je Marko Lotrič predsednik bodoče koalicijske stranke. Je pa Marko Lotrič že povedal, ne, da pravzaprav je za ponedeljek predvidena seja, kjer bodo odločili ravno o vetu na interventni zakon, ne, če se bo za to odločilo, ker je že rezerviral dvorano, čeprav še uradno tega predloga ni dobil, je pa slišal namige, da bi do tega lahko prišlo in tega ni želel ovirati. Ne reč, da bo zaradi njegove funkcije predsednika državnega sveta noben veto ne bo izglasovan v naslednjem mandatu, je tudi po mojem kar ena taka norost. In ko smo že pri demokratičnih standardih, ne, Levica je zdaj končno sicer dobila mandate v vseh odborih, potem ko je Zoran Stevanovič dal nov predlog, ne, pri čemer, ne, še to zanimivost poveva, ne, ni šlo za to, da bi koalicija želela Levico omejevati, ampak je šlo izključno za nepozornost in nerodnost Luke Mesca na kolegiju vodij vseh poslanskih skupin, ne, kjer je šele potem naknadno opazil, da nimajo kandidatov v teh odborih, pri čemer bi spet lahko kolegialno ta mesta zamenjali z Gibanjem Svoboda, ki ima v vseh odborih po več kot 3 ali več poslancev, ne, ampak seveda tukaj vidimo, kako zelo trdni so ti, oziroma prijateljski so ti odnosi med Gibanjem Svoboda in Levico. Zdaj Stevanovič je to rešil salomonsko, tako da je še SDS-u dal 3 dodatna mesta v teh odborih, zato da je razmerje med koalicijo in opozicijo pač ustrezno. Se pa tudi na tem soočenju Vrečko Lotrič vidi, da so čustva še povolilno razgreta, tako da pogleda še ta bolj čustveni del razprave. Ta je res vrhunc te debate. Vedno povejo, da so v osnovnih življenjskih potrebih kondomi. A je to povezan s fotopubom? Ampak oprostite, prosim vas, kakšen nivo komuniciranja pa je zdaj to? Kaj pa zdaj hočete? Prosim, razložite mi, kako lahko mene vprašate, kako povezavo ima fotopub, kondomi, interventni zakon in nekaj prestopi, o katerih sva midva govorila kdaj. Prosim vas, pazite, kaj boste govorili, ker bom uporabila tudi pravne možnosti, če boste na kakršnikoli način namigovali na karkoli lažnega. Izberite besede, kaj boste zdaj povedali od te točke naprej. Lahko samo to povem, da sem jaz predal že mojim odvetnikom, tudi vaše ravnanje, zato lahko mirno to govorim. Kakšno ravnanje? Ampak dajte... Lahko rečem sem to, ne, da ko gre za Asto Vrečko in fotopub, očitno res stopiš na živce. Ja, točno to sem hotel reči, da že ta reakcija, ta izbruh v bistvu pove dovolj več, kot bi še najn dodaten komentar na tole. Ok, posredno se dotikava že nekaj časa tem signalov podjetništvu. Ne? Interventni zakon je v bistvu en tak velik signal prihajajoče vlade, da namerava... Podjetniška združenja podpirajo. Tako, na tem področju narediti en diametralen odmik od politike Roberta Goloba in ok, pomembni premiki med tem tudi na tej strani poslovnih klubov oziroma združenj. Včeraj v pozno popoldanskih ali pa recimo večernih urah je SBC, torej poslovni klub, prevzel po Jocu Pečečniku znanje, eden najbolj znanih slovenskih zdravnikov, ne, zasebnik moraš misliti, wow. Najbolj znan zasebnik. Marko Bitenc. Ne. Jaz bi rekel zanimiv trenutek zgodovine, ko je ta novo nastajajoča koalicija dala ravno skozi interventni zakon signal tudi zasebnikom v zdravstvu, da so dobrodošel partner v javnem zdravstvenem sistemu in ne nek razredni
sovražnik, slišim pa, da Marko Bitenc vendarle ni recimo, da veš, kot bi nekdo, recimo Asta Vrečko poenostavlja, predstavnik zdravstvenega lobija na vrhu poslovnega kluba, ampak da je v bistvu predvsem dobil enotno podporo slovenskih izvoznikov. Te pa so dejansko glavna hrbtenica slovenskega gospodarstva. Pa še ena usporednica, čistna ključna. Tudi Marko Lotrič, svojim Lotrič Meroslovjem, ki ga zdaj vodijo družinski člani, je član tega SBC-ja. Ja, nasledil bo Joca Pečečnika, ki ga je odnesel tisti SMS, živijo mačka, kje imaš naslovnico, da ti pohvalim Goloba. Ja. Za finance in Petro Soldat. Ja. Jaz bi rekel temu, da gremo zdaj v bistvu z novim predsednikom SBC-ja, za katerega se je nakazoval že nekaj časa, da bo Bitenc in je nekako to logično nasledstvo. Bil je že prej v izvršnem odboru, se mi zdi, eden od podpredsednikov. Podpredsednik, ja. Pač od svatovskega modela, bi jaz rekel, kjer je Joc Pečečnik nastopal kot povabljenec na poroko para Gaber Golob, zraven še kot koalicijski partner, nekemu resnemu pogajanju za interese gospodarstva. Tako bi jaz videl ta premik. Zdaj, vemo, da je bil Joc Pečečnik svat na poroki, ne vemo, če je bil tudi udeleženec zabave ob 40. rojstnem dnevu. Tine Gaber, Marka Bitenca verjetno tam ni bilo. Bil je menda sicer orang žur v restauraciji Mio Nono. Ja, mislim, jaz tako, veš, če si probam predstavljati, skoraj 60-letnega Roberta Goloba na funkciji predsednika vlade z 2 varnostnikoma do 4 zjutraj je mogoče 5 ali karkoli je počel na Balkan žuru, kot pravijo. Od 2 do 4 zjutraj je bilo menda še posebej glasno, par nepomembnih detajlov, sicer od ljudi, ki so tam bili, 13 kg stejkov in 18 kg rib so pojedli za menda spet 12,000 evrov, te strašni sovražniki kapitala, ki so se zbrali tam, približno 70 jih je bilo. In na koncu naj bi, se je dokazal za to, niso pa neka pričevanja, premijer, ki je zelo velikrat pozival k solidarnosti in k temu, da ne bogatejši prevzamejo več davčnih bremen kot ostali, prosil za popust v obliki plačila na roko, brez izdanega računa in DDV. Še to je treba reči, pri gostinskih storitvah te doleti 2 stopnji DDV-ja, ena na pijačo, ki je višja, ena na hrano, ki je nižja, 9 in 22 oboje, tako da na koncu moraš neko povprečje pri 12,000 vzeti, ampak kakorkoli, če bi to držalo, da je Golob to res rekel, potem je v bistvu zase iskal davčni odpustek v višini 2,000 evrov, recimo. Ja, pri čemer se spomnimo še tiste izjave, da kaj bi njemu nižji davki, ker bi samo imel več denarja na računu in bi ga porabil za neumnost. Kar če gledaš recimo scenografijo te zabave, v primeru para Gaber Golob to drži, da več denarja kot je gre za večje neumnosti. Zdaj tako, mi smo se obrnili z vprašanji na kabinet predsednika vlade, kjer, kakšno presenečenje, nismo dobili nobenega odgovora, in potem tudi na lastnika oziroma vsaj upravitelja, ne vemo, ali je najemnik ali lastnik te gostilne, ki nam je zelo hitro, to moram pohvaliti, odgovoril in tudi zelo iskreno, ker je v sredo popoldne napisal, da ima samo delno poplačan ta račun, karkoli že to pomeni, ampak vidiš, že tu je situacija drugačna, kot če bi šlo zame in zate, če bi mi dva skupaj na nekem kosilu popila in pojedla recimo za 60 evrov, kar bi bilo čisto normalno, naju nihče ne bi brez plačila pustil iz tiste mize, ali pa bi se predvsem mi dva katastrofalno počutila, če bi tako šla. Za Roberta Goloba pa tudi 4 dni kasneje samo delno plačilo računa. Zdaj, če smo pri Svobodi, pri Robertu Golobu. Še par stvari bi spomnil, veš, afera Uglja, nista stvar. A je plačal, ni plačal, a jih je kdo častil, ali sta to sama, pa potem 5 različnih verzij tistega računa, tako da to sploh ni prvič taka težava. In ravno v simpatičen čas pade ta anekdota z Žurko, ko je bil pri interventnem zakonu glavni problem ta, da morajo bogati, pač da je v bistvu nižanje davkov razgradnja socialne države. 3 pikce. Tudi izogibanje DDV-ju je neke vrste razgradnja socialne države, bi lahko rekla. Kot jo po svoje razgrajujejo tudi določeni županski šerifi, o katerih se te dni precej govori. Zdaj, Tarča je razkrila nekaj podatkov o mariborskem županu. Ne, sam Zoki, še Saša je dobil svojo Tarčo. Ampak Zokiju se pa tudi maje, bom rekel, na nek način županski stolček, do 28. maja se zbirajo podpisi
torej glede teh parkirišč v Ljubljani, gre za kar veliko temo, ki se je pravzaprav eskalirala v Štepanskem naselju, se širi v več. Celo Janković je ta teden rekel, da opaža, da nasprotniki prihajajo z obeh političnih polov. Ja, mislim, zelo široko, od piratov in levice do Aleša Primca, in vse vmes. Tako da tukaj se fronta pripravlja. Pa še glede kanala C0 se take kar tokrat pa res neprijetne stvari za župana dogajajo, in sicer na upravnem sodišču je padla odločba okoljskega ministrstva, zaradi katere so tudi vmes letele ministrske glave, da na tej trasi ni potrebna presoja okoljskih vplivov. To zdaj vprašanje, kaj tudi pomeni za tiste roke glede februarja, mislim, da naslednje leto, ko zapade morebitno vračanje ogromnega števila evropskih sredstev. Tam gre za desetine milijonov. 60 milijonih, če se ne motim, približno. Ampak zdaj tukaj res Janković ima kar nekaj front odprtih. Še nekaj. Z resnim protikandidatom slišim, da v začetku, se zgodilo kakšna se ravno to. Slišim, da v začetku naslednjega tedna pride ven neka anketa Nina Medije, če sem prav obveščen, ki je menda že zaključena sicer in ki naj bi kazala, da Jankoviću v tem boju sploh ne kaže tako dobro oziroma nikakršne te zelo zanesljive zacementirane zmage vnaprej. Je pa res, da je treba povedati tukaj, ko gre pa za referendum, torej zbirajo se podpisi za mestni referendum glede teh parkirišč. Je pa pred organizatorji kar zahtevna naloga, ker je treba zbrati po zakonu, mislim, da 11.500 približno podpisov, in torej časa imajo do 28. maja, kar precej podpisov in še manjka, tako da bi pa rekel, da je stvar taka čustvena, tako da bi morda lahko tudi to šlo. Pri Robertu Golobu smo se še pozabila omeniti, zgodbe en gen. Tudi o tem sem pisal ta teden na portalu zanima.me in v bistvu, bom rekel tako, izplen tega mojega pisanja je že to, da nam je en gen ne hote ali hote med odgovori potrdil, da jih švicarska banka UBS skrbno pregleduje za potrebe nakupa večjega ameriškega investicijskega sklada. Tisto, kar pa ostro zanikajo, pa je, da bi bila to prva platforma Američanov za kasnejši nakup GNI-ja in da v podjetje v vsakem primeru, tam nekje oktobra, novembra, ko poteče pol leta od prevzema poslanske funkcije, prihaja v njihovo pisarno tudi Robert Golob, pravijo, da njihove investicijske politike nikakor ne vodi nobena ne leva, ne desna politika in da nikdar niso bili v kadrovskih pogovorih z nikakršnimi aktualnimi ali bivšimi predstavniki vlade. Bom rekel samo, da bom to zapisano zelo podrobno spremljal naprej. Morda se bojo pa potem čez leto, dve kar naenkrat spomnili, da je pa GNI idealna prevzemna tarča. Predvsem bo zanimivo to videti 10. oktobra, ko poteče pol leta od konstituiranja državnega zbora, ko more Robert Golob ostati poslanec, za njegov poslanski mandat ne razpišejo nadomestnih volitev. Imam tudi nekaj novih informacij za Safari Special o tem, kaj bi se takrat utegnilo zgoditi z Gibanjem Svobodo v opoziciji. Več o tem. Vse to. Zdaj, ko smo že pri razpadanju Gibanja Svoboda in težavah, tudi na Darsu imajo težave, na Primorki se dogajajo prometne nesreče kot po tekočem traku in, kot kaže, očitno vendarle pasovi okoli gradbišča niso v najlepšem redu. Tisto, kar je meni fascinantno, je, da Alenka Bratušek z pozicije ministra zahteva sicer poročilo inšpektorata, MNZ-ja in tako naprej, ampak potem je to poročilo, ki je bilo tam ponedeljek, torek zaključeno do četrtka, ko je seja vlade tajno. Treba se vprašati, ali prometni minister, ko gre za varnost ljudi, ko gre za čakanje in gospodarsko škodo v zastojih, dela za ljudi, ali mora biti zdaj to poročilo do četrtka, ko se z njim seznani vlada tajno, zato da lahko z Ediksom še malo pobriše, če je kaj v poročilu ne paše. To je prva stvar. Sicer pa mislim, da naloga recimo za novega infrastrukturnega ministra, najverjetneje Jerneja Vrtovca, kakorkoli se morda zdaj ta njegov novi resor, ki bo združen z energetiko, zdi atraktiven iz nekih drugih aspektov, bo po mojem to ena prvih zelo pomembnih nalog v oči ljudeh. In tudi tu velja nekako slediti željam, ki jih ima slovensko gospodarstvo, to pa je omejitev števila sočasnih zapor, to zveni zelo tako kmečka pamet, da ne moreš imeti vseh front odprtih naenkrat, potem več dela po noči, Bratuškova že odgovarja, naj se prevozniki več vozijo po noči, in krizno upravljanje, da torej, ko pride do tistih svinjskih polovic, nekdo sprejme v razumnem času odločitev. Ja.
Ne, bomo to tudi vsekakor spremljali na safariju. Zdaj pa morda še nekoliko pogled, sva pri koncu, ne, smo že kar dolgi, pogled v tujino, ne, Slovenija ni, najprej most v tujino, ne, Slovenija letos ne tekmuje na Eurosongu, ne, levi so veseli, ker smo s tem pokazali, kako Izrael nima tam kaj iskati, desni smo veseli, ker ne sodelujemo na pevski gej paradi, ne. Kontekst je, a ne, Eurosong, ki je na Dunaju je, ne? Se pravi, je to v bistvu tam ena od zibelk te evropske kulturne tradicije, evropskega načina življenja in pač Izrael sodeluje, ja, res je, ne? Kljub vsemu vojnemu dogajanju na Bližnjem vzhodu. In zdaj Slovenija se je odločila še enkrat več, ne? Da bo nek popek evropske civilizacije, ki bo obral diametralno nasprotno kot recimo naši severni sosedje, ki ta dogodek gostijo. Ne? Tako da tukaj v tem kontekstu velja omeniti, da si je RTV v teh terminih, ne, ko bi sicer prenašala eurovizijske dogodke, zamislila serial z naslovom Glasovi Palestine. In moj komentar bi bil enak kot en teden nazaj v prejšnji redni epizodi, ko sem za utrip Špele Kožar, ne, rekel, da umetna inteligenca pravi, da je njeno avtorsko delo v bistvu povzetek stališč parlamentarne stranke Levica samo bolj potencirano, ne, in tudi ta odločitev vodstva RTV kot bivšega koalicijskega partnerja je v resnici uradna politika stranke Levica samo bolj potencirano. Jaz bom rekel samo to, ne? Zdaj, ko se očita Izraelu, da izvaja genocid, ne? Zdaj, če bi glede na to, kako je Izrael učinkovit, kar se tiče vojaških operacij, če bi Izrael imel namen izvesti genocid, bi že zdavnaj. Mislim, bom pa noben Palestinc živel tam. Bom pa še nekaj rekel, morda vodstvo RTV s tem dela tudi na objavi 6., 7., 8., 9. in 10. posnetka, menda so tam še Blaž Koritnik, Tina Gaber Golob posneti strani Izraelcev, mogoče bi pa radi, da se še to vse objavi, ne vem. To je ena stvar. Druga stvar, ko bi le imeli Boštjan Koritnik, oprosti, pa Tina Gaber Golob. Ko bi le imeli tako skrbne, tudi ko se tiče genocidov na drugih področjih, ne, od Konga do Sudana, ne, kjer se dogajajo genocidi na bistveno večji ravni kot recimo v Gazi, ne, kjer se je število prebivalcev povečalo medtem, ko se dogaja genocid. Tako, par faktov, ne, čist takih, pa nočem zdaj reči, da je vse v redu v Gazi, daleč od tega, ne, ampak ko govorimo o, ne, bom rekel, spopadu med dvema vojskama, kjer tudi ta druga pravi, da bi mogla ta država, ki sicer izvaja genocid, biti zbrisana, ne, oziroma ima tudi sama genocidne, bom rekel, parole, ne, ali pa programske točke, ne. Tako da tukaj, rekel, je ta odločitev RTV-a pa svoje smešna, ne. Po drugi strani mi je pa zabavno, kako smo skupaj prišli enkrat in levi in desni, ne, ker pravzaprav obojim ustreza, da ni. Na Eurosongu nismo. Tako da je pa zanimiva ironija usode, ki se obema poloma ali pa skrajnim krilom obeh polov malo nasmiha, pa je to, da hočeš nočeš Slovenka, pa je na tem Eurosongu. Ne? Sicer bo nastopala za Luksemburg 20-letnica, ki ima očeta iz Ljubljane, mamo iz Prekmurja in 3 brate, s katerimi redno prihaja sem in pravi celo, da je v bistvu Slovenija bolj ta njena primarna domovina kot Luksemburg, čeprav živijo tam. Z zanimanjem bom pogledal Evo Marijo Puc in njen nastop na Euroviziji letos. Zdaj pa zanimanjem boš pa po mojem pogledal tudi kaj je Trump rekel na Kitajskem. Ne? Ja, zaenkrat, kako bom rekel, ko to snemamo, še ni bilo kakšnih večjih incidentov. Kaj je Putin naflancal ob paradi zmage, ne, tam... Zdaj, smo pa tudi že videli. Ne? Da ne bova predolga. Ja. Trump je prišel na Kitajsko. Za Trumpa je ključno, da se dogovorita recimo glede Hormuške ožine. Ne? Za Kitajsko bi bilo ključno, da dobijo blagoslov, da lahko ukrepajo na Tajvanu. Tega verjetno ne bodo dobili. Politika Amerike zaenkrat do Tajvana ostaja enaka. Ta strateška nedoločenost, ki je hkrati, torej, ko hkrati Amerika pravi, ja, smo za eno Kitajsko, ampak ne dirajte Tajvana, ne. Kar se tiče pa Hormuške ožine, ne, pa je zaenkrat Kitajska zelo dobro odnesla, ker ima večje
strateške zaloge nafte, bo pa tudi Kitajski tega enkrat zmanjkalo. Pa še raste in prodaja električnih vozil. Bo treba nekoč odpreti Hormuško ožino tudi za potrebe Kitajske, ne, ker pač po plinovodih in naftovodih iz Rusije ne more pokriti vseh svojih potreb. Ne, in ravno iz Perzijskega zaliva večina nafte gre v Azijo. Je pa res, da je Kitajska to dobro izkoristila z večjimi strateškimi zalogami od svojih sosed, kot sta Japonska, Južna Koreja, Vietnam, Filipini, ki zdaj že precej tanjše piskajo kot Kitajci, ne, in hkrati naredili veliko reklamo ali pa premik, ne, v glavah ljudi, da gremo k elektriki, ne, torej pravzaprav dobra reklama za kitajske električne avte in fotovoltaiko. Ob Trumpu pa drugi, ki mrzlično išče pot ven iz dolgoletne vojne, pa Putin, ne, ki napoveduje, da je zaključek konflikta z Ukrajino zelo blizu. Ne, pravijo pa, da delno tudi zaradi največje paranoje osebne do zdaj, ne, ker je prepričan, da se je zameril z izčrpavanjem države oziroma gospodarstva tako oligarhom, ki so v preteklosti radi šli v London, Milano in še kam po dragih nakupih, pa tega ni več, ne? In po drugi strani celo delu FSB-ja, obveščevalne službe, iz katere je sam pred mnogimi leti preskočil na oblast. Ne? Tako da pravijo, da kako je že, mislim, da je Dejan Steinbuch v svojem komentarju ta teden zapisal, da bi Putina prav lahko v kratkem možganska kap v narekovajih, seveda. Ne? Zdaj, kar se tiče morda še Kitajske in Irana, oba se strinjata, Xi Jinping in Trump, da Iran ne sme imeti jedrskega orožja, no, morda še to. Kar se tiče pa Ukrajine, ne, prvič po avgustu lansko leto je Ukrajina osvobodila več ozemlja, kot ga je Rusija uspela zavzeti, že drugi mesec zapored. To razmerje celo narašča, ne, zato ima Rusija težave. Ukrajina je z razvojem dronov toliko pred Rusijo, ne, da pravzaprav lahko delno z bistveno manjšo vojsko, kar se tiče človeških virov, ne, obrača to razmerje na bojišču, medtem ko Rusija še vedno igra strategijo, mi imamo več vojakov, kot ima Ukrajina metkov, ne, in tudi to se počasi spreminja. Torej, Ukrajina ima vse več metkov, Rusija pa vse manj vojakov. Pravi vse več razlogov, da bi Putin res končal to zadevo, morda bo celo se izpolnila želja, pa bo šel lahko Zoran Stevanovič v Moskvo, ko bo enkrat vsega konec. Ne? Tako, bomo videli, ne, vsekakor pa bi bilo dobro, da se ta vojna čim prej konča in da se to prelivanje krvi neha. Je pa vsaj to dobro, no, da zdaj Rusija ne napreduje več. No. Najno prelivanje komentarjev se za redno tedensko epizodo zaključuje. Se nadaljuje pravzaprav v epizodi Safari Special. Naši kolegi, bom rekel, ali pa prijatelji iz zadnje plati, satirične zadnje plati, ne, bi lahko rekel, da sva zaključila uro 15, uro 20, kolikor bo na koncu reklame za sobotni Safari Special. Potem bi jaz dodal, da glede na to, se veš, vsi, ko vidimo reklamo na YouTubeu, takoj damo preskoči. Očitno je to najdlje in najbolje gledana reklama na YouTubeu, kar obstaja v resnici. Ne. Tako da sicer pa ja, nekaj sočnih stvari smo prihranili še za Safari Special, tako da vendarle za tiste, ki nas podpirajo tudi finančno, moramo reči, vedno več jih je in smo jim hvaležni. Vabilo še za vse ostale, ki morda te odločitve še niso sprejeli. Ne? Ena od ključnih hrbtenic naše neodvisnosti tega našega projekta, na hitro, da ponudiva tistih nekaj točk, zaradi katerih se res splača v soboto zjutraj pogledati. Torej, Svoboda v opoziciji, naj namignem, da se bo govorilo predvsem o 3 usodah, ob Robertu Golobu, še o Lenki Bratušek, Klemnu Boštjančiču in Bojanu Kumru. Potem kraja na železniških tirih. Obdelala bova primer Trbovlje, ker gre za nedaven primer, celo nekje na meji tekočih poslov te vlade, ki se zdaj poslavlja. Vloga Jerneja Pavliča tudi na hitro na slovenskih železnicah in Alenke Bratušek v Komisiji za nadzor javnih financ, kar jo čaka v tem novem mandatu. Razkrivamo tudi primere podkupovanja, kar se tiče recimo nekaterih konkretnih enega od primerov bova konkretno opisala v tej epizodi. In prvič gledalci dobijo tudi v pogledu strogo varovano, zaenkrat še zelo tajno koalicijsko pogodbo. Res je, vsaj te najbolj zanimive ocvirke. In na koncu še, kaj vemo, kaj novega vemo o kadrovskem razrezu in kot sem že namignil, možna presenečenja, predvsem pri največji vladni stranki SDS. Skratka, v soboto na Safari Special dobite to, kar sicer v večinskih medijih lahko potem pogledate. Zdaj pa tega ogromnega EPP-ja za Safari Special dovolj. Tako, se vidimo prihodnji teden.